Zdaj pa se selimo v Bosno in Hercegovino. To je država, ki leži južno od Slovenije in v kateri ljudje že 2 tedna protestirajo na ulicah. Podrobno pod lupo, zakaj so državljani Bosne in Hercegovine jezni in kakšna je Bosna danes. V Bosni in Hercegovini živi 4,5 milijona ljudi. Prebivalstvo je sestavljeno iz 3 etničnih skupin oziroma 3 narodov – Bošnjakov, Hrvatov in Srbov. Pred 20 leti je v državi divjala vojna in po njej so ozemlje razdelili na Federacijo Bosne in Hercegovine, tam živijo Bošnjaki in Hrvati, Republiko Srbsko, kjer živijo Srbi, in distrikt Brčko, ki je narodnostno mešan. Poleg tega je Federacija Bosna in Hercegovina razdeljena na 10 kantonov, manjših upravnih enot, te pa so razdeljene še na občine. Tako ima država 14 vlad na različnih ravneh, 140 ministrstev in 142 občinskih vodstev. Protestniki so jezni in pravijo: Vlada je neučinkovita in nepoštena, politiki naj odstopijo, zahtevamo volitve. Protestniki od vlade zahtevajo tudi, da jim zagotovi dostojno življenje in odpravi revščino. Vojna in gospodarska kriza v zadnjih letih sta državo pahnili v hudo revščino. Bosna se uvršča med 20 najrevnejših držav na svetu, več kot 500 000 ljudi je brezposelnih. Delavci delajo za zelo nizko plačilo in gospodarstvo je zelo slabo razvito. Ljudje ne želijo več živeti v takšni državi in zahtevajo: Vlada naj poskrbi za več delovnih mest. Torej, ljudje v Bosni protestirajo zato, ker si zaradi zapletene politične ureditve, nepoštenega ravnanja politikov, nizkih plač in visoke brezposelnosti želijo drugačno ureditev in vlado, ki bo delala za njihovo dobro.